Dobrodošli na forumu Mirovnega inštituta, ki ga organiziramo v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Moje ime je Veronika Bajt, sem raziskovalka na Mirovnem inštitutu in veliko veselje mi je, da so danes z nami tri odlične sogovornice, ki imajo bogate večletne izkušnje delovanja na področju raziskovanja, strokovnega dela in sploh zauzemanja za človekove pravice v okviru obravnavane teme. Dr. Anja Zalta je sociologinja religije, etnologinja in kulturna antropologinja, raziskovalka na področju primerjalne religiologije, religije in človekovih pravic, religijskih manjšin, spola in religije. Anja od leta 2010 predava na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in sicer predmete z področja sociologije religije. Ilja Plašič-Mišič je dolgoletna zagovornica deprivilegiranih, humanitarna delavka in aktivistka, častna ambasadorka medkulturnega dialoga in ambasadorka EU v letu boja proti revščini in socialni izključenosti, je koordinatorka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce. Pred kratkim pa je bila zaradi svojega dela v javnosti prepoznana tudi kot nominiranka za delovo osebnost leta 2015. Vodi društvo Upje Senice in Zavod Abraham, trenutno pa je magistrska študentka socialnega menedžmenta. Kolegica dr. Ana Frank je raziskovalka religijskih diskurzov v kontekstu enakosti spolov in diskriminacije. Raziskavo za svojo doktorsko dizertacijo z naslovom Vpliv konteksta evropeizacije na religijske diskuze v javnih politikah enakosti spolov in intimnega državljanstva v Turčiji je opravljala na Sabanči univerzi v Istanbulu. Ana je tudi avtorica knjige Feminizem in islam, Turške ženske med Orientom in Zahodom, brezplačne izvodne publikacije so na voljo in dobrodošli, da si v odhodu vzamete svoj izvod. Poleg tega pa seveda imate tam na voljo tudi nekaj teh razglednic, ki vas opozorijo na tematiko, ki je aktualna danes, tematiko beguncev in migracij. Skratka, dobrodošle še enkrat vse sogovornice. Današnje emisije v bistvu predstavlja vprašanja o islamu, ki jih generira, tukaj je še nekaj stolo spredaj. Aktualno vprašanje o islamu, ki jih generira tako imenovana begunska kriza. Želimo premisliti, kako se v trenutni situaciji sploh odzivati. Vprašanja, ki jih želimo odpirati, so težka, zahtevajo poglobljeno razpravo. Tematika današnje okrogle mize bi lahko rekli je nekako občutljiva, zato bi še posebej rada poudarila, da je namen dogodka v tem, da pač tematiko naslavljamo tako, da poslušamo znanstvene argumentacije in se pogovarjamo o odprtih vprašanjih svoje mnenja, če tudi morda nasprotujoča, pa seveda izmenjujemo na vljuden, umirjen način. V začetnem delu bom zato najprej prosila vabljene govorke, da bodo vsaka nakratko predstavile svoj strokovni in izkustveni vpogled v temo ženske vloge v islamu in po teh kratkih uvodnih predstavitvah, po nekem kratkem pogovoru, boste seveda povabljeni tudi vsi prisotni v diskusiji. Vljudno prosim za to, da si svoje komentarje, mnenja in vprašanja zabeležite za malce kasneje. Torej, naslov današnjega foruma je zelo poveden, mogoče dva stavka v pojasnilo. Na Mirovnem inštitutu smo s kolegicami v bistvu zasnovali ta forum že jeseni, nekako novembra je bilo že skoraj da vse dogovorjeno, pa potem zaradi spleta okoliščin. Ta forum izvajamo sedaj, pravzaprav kot da ga izvajamo v nekako direkten odgovor na aktualne dogodke. Seveda pri tem, kot sem rekla, kljub temu, da smo zadevo zasnovali že prej in kljub temu, da to temo smo mislili nekako tako ali tako zagrabiti v javnosti, ne moremo mimo aktualnih dogodkov in dejanske situacije, v kateri je Slovenija, Evropa, pa pravzaprav svet globalno.
Gre namreč za ta širši kontekst, ki ne zaobjema le tako imenovane begunske krize in z njo povezanih globalnih razprav o migracijah, o vprašanju integracije, grožnji terorizma in vse bolj prevevajočemu varnostnemu diskurzu in militarizaciji naših družb. Ob tem je namreč nujna neka kontekstualizacija tudi z vidika procesov globalnega neokolonialnega izkoriščanja in demontaže celotnih držav oziroma regij tako imenovanega globalnega juga, ki se duši v vojnah, nasilju, izkoriščanju, pomanjkanju, je skratka skrajno marginaliziran. Hkrati neoliberalistični pritisk vpliva na vse nas, na državljanke in državljane pravzaprav privilegiranih evropskih držav, ki smo bolj ali manj tudi ujeti v logiko kapitala in hiranja socialne države ter plenjenja transnacionalnih finančnih elit. Gre torej za zelo kompleksne procese, ki jih je seveda težko misliti. Zato vsakokratne strahove in probleme vse bolj uspešno naslavljajo populistična gibanja z preprostimi formulami, s preprostimi odgovori, ki svet režejo na dva pola. Na nas in njih, na našo in njihovo kulturo in pravzaprav na našo civilizacijo in na njihovo barbarstvo. V tem zgodovinskem trenutku, ki je za nas pač trenutna sedanjost realnost, ki jo živimo in se z njo kritično soočamo ali pač ne, je zato še toliko bolj ključno, da javno razpravo umirjamo, da vanjo vstopamo z znanstvenimi izsledki, strokovnimi, premišljenimi argumenti. Še več, mislim, da je nujno omogočanje vključevanja v javno razpravo predstavnikom in predstavnicam manjšin marginaliziranih populacij. Zdaj, ko je novembra lani stranka SDS predlagala prepoved burke in nikaba v Sloveniji, smo se tudi v nacionalnem okolju pridružili javni razpravi, ki je v bistvu v Evropi in svetu, ki poteka že daljše obdobje. Gre seveda za vprašanje pokrivanja, ki buri duhove in o katerem imamo ponavadi zelo močna mnenja. Bolj malo pa imamo preverjenih informacij ali še manj izkustva. Na ta način se preusmerja pozornost v bistvu iz stvari, s katerimi bi se bilo zares potrebno ukvarjati, pa se ne. Raznolikost praks pokrivanja se torej izvede na zgolj eno premiso, ob tem pa umanjka kritična analiza obstoječih sistemov integracije, še manj pa je v javni razpravi v bistvu debate o patriarhalnem sistemu neenakosti spolov in tako naprej. Ko se je v prvih dneh januarja pojavila novica o silvestrskih množičnih napadih, nasilju nad ženskami v Nemčiji, pa se je že tako razgreta javna razprava v bistvu o vlogi islama v Evropi še dodatno zaostrila. Na eni strani so bili odzivi, da so napadi posledica, kot že rečeno, neke zgrešene politike strpnosti, nepremostljivih kulturnih razlik in domnevno nasilne seksualnosti muslimanskega moškega. Na drugi strani v razpravi pa so seveda opozorila, da je spolno nasilje težave celotne družbe, ne pa pojav, ki bi bil značilen zgolj za preseljence. Zdi se, da prva stran druge strani sploh ne sliši. Naj poudarim, da današnje omizje izhaja iz jasne pozicije, da je vsakršne napade seveda treba nujno obsoditi. A brez javne razprave, le nekako z nekim odgovorom represije, se stvari ne bodo uredile, saj s tem ne naslavljamo kompleksnosti situacije. O čem torej teče javna razprava? Zdaj, ali se, ko govorimo o muslimankah in muslimanih, pogovarjamo o islamu kot kulturi, religiji, tradiciji, ali pa nas prevevajo predsodki, ki v bistvu izhajajo iz nekega strahu pred drugim, pred drugačnim, pred neznanim. Ali se pogovarjamo o raznolikih položajih žensk in skušamo ukrepati na načine, ki so v skladu s pridobitvami nekih progresivnih vrednot enakopravnosti spolov, ali pa le v bistvu reproduciramo
stereotipe, vsiljene stereotipe in predsodke o domnevnem neskladju med različnimi kulturami. Torej, ali smo sposobni razločiti dejansko skrb za varnost in dobrobit žensk od zlorabe desetletnih prizadevanj progresivnih in feminističnih gibanj za namen širjenja nestrpnosti. Jaz se tukaj ustavljam, vzela sem si že preveč časa in naslavljam kar našo gostjo Anjo Zata. Prosila bi te, da poveš morda malo več o različnih tipih zakrivanja, da mogoče predstaviš to, ker v svojem delu se dovolj s tem ukvarjaš, pa te kar prepoznam. Hvala lepa in lep pozdrav seveda vsem vam, ki ste tukaj. Hvala tudi Veroniki in Mirovnemu inštitutu za to povabilo. Zdi se mi izjemno pomembno, da se seveda družimo, da se prevprašujemo, sprašujemo, ponavljamo ene stvari, pa vendar tudi seveda na novo odstiramo. Zdaj name je seveda prvo vprašanje muslimanskega zakrivanja, pokrivanja, vprašanje pokrival, raznolikosti le-teh. Jaz mislim, da je zelo pomembno seveda, da se zavedamo raznolikosti različnih pokrival, različnih od tančic, se pravi do oblačil islamskega sveta, ki so rekla, izredno raznolika. Tudi ko se vršijo neke prepovedi v evropskem in tudi seveda širšem svetovnem kontekstu ali pa prevpraševanja, razmišljanja o vlogi zakrivanja, seveda se ne ve čisto natančno, o čem pravzaprav govorimo. Ali govorimo o burki, ali govorimo o nikabu, ali o čadorju, ali o hijabu, feredži. Se pravi, vse to so seveda raznoliki načini pokrivanja, odvisno tudi od kulturnih specifik določenega geografskega prostora. Zgodovinski dejavniki seveda vplivajo, družbeni dejavniki na različne načine in seveda specifike. Burka kot najrigoroznejše oblačilo islamskega sveta je seveda značilna za Afganistan. Druge je praktično ne najdemo, vsaj v začetni fazi. Potem se seveda burka pojavlja tudi kot simbol, vendarle tudi, da moramo upozoriti, političnega islama, neke vrste politične ideologije lahko. In seveda, verjetno, ko naslavljamo kritike na nošenje burk, razmišljamo seveda o tej poziciji oziroma o tej dimenziji, politizacija islama. Nikab je verzija zakrivanja, pri burki, če rečemo, je vendarle pokrit ves obraz, imamo samo režo, ki je tudi praktično oči so nekako gosta mreža je čez oči, in je dejansko cel obraz pokrit. Pri nikabu je pokrito celo telo, ampak vendarle so oči odprte, lahko vidimo, se pravi, ta reža ni prepletena z gosto mrežo, ampak lahko seveda vidimo oči ženske. Čador je pokrivalo značilno za postrevolucijski ran, gre za dolg črn plašč, dosega do gležnja, prekriva lase, vrat, ramena. Hijab kot pokrivalo je, dobesedno pomeni zastor ali zaveso. Danes ga uporabljamo predvsem kot ruto, ki pokriva lase, vrat, obraz in pušča, se pravi vrat, obraz pa pušča odkrit. Tudi feredža kot znana ruta bosanskih muslimank pušča obraz odkrit. Tako da seveda, ko se sprašujemo o teh oblačilnih navadah in tudi seveda vseh sankcijah, ki nekje pritičejo oziroma vprašanje, ali tolerirati prakse, ali jih prepovedati, moramo seveda vedeti, da je diskurs otovorjen z različnimi stereotipi in tudi politizacijo. Noben drug praktično simbol ni tako otovorjen z temi stereotipi kot prav muslimansko in predvsem govorim o ženskem muslimanskem oblačilu. Če na primer je nekje za časa kemalistične prepovedi, ko je Turčija postala iz Otomanskega cesarstva, ko se je priselila, prevesila v republiko, bil pod udarom tudi fez kot moško pokrivalo, ko se je prepovedalo kot religijsko pokrivalo, pa se o tem praktično ne govori več. Ostaja v bistvu samo vprašanje ženskega pokrivanja, zakrivanja, zato, ker seveda tudi ni enoznačnih odgovorov o tem, v bistvu, zakaj je ženska zakrita. Kot sem rekla, več je teh interpretacij, različnih tolmačenj. Ena seveda je razlaga, da je zakrivanje inštrument
radikalnega zatiranja žensk. Druga takšna razlaga je, da je ruta lahko simbol političnega islama, to, kar se je zgodilo za časa revolucije v Iranu, ko so se ženske začele, če jih je prej, rečemo, Iran za časa šaha odgrnil, ker so bile, bom rekla, moderne, tudi v modernih oblačilih, je potem novo zakrivanje za časa iranske revolucije kot neka reakcija na, rečemo, zahodne vrednote, na modernizem, ki je bil usiljen, kot mnoge verjamejo. In pa potem tudi tako imenovano, kot sem že imela, novo zakrivanje v smislu islamskega feminizma, da se seveda tudi muslimanske ženske feministke želijo zakrivati, v tem smislu, da imajo s tem možnost nastopanja, vstopa v javno sfero. Zdaj, kaj to pomeni? Seveda, islamske feministke se pri tem novem zakrivanju dejansko bojujejo na dveh straneh. Proti sekularni državi, če ostanemo na primer verjetno, ker je ta novo zakrivanje izredno močno, na primer v Turčiji, v Turški republiki, kjer sem rekla, da je kemalistična država odgrnila ženske, jim je prepovedala zakrivanje v javni sferi. Zdaj to novo zakrivanje, seveda, je na nek način upor proti sekularni državi. Po drugi strani pa tudi proti tradicionalnemu moško dominiranemu pogledu, proti na muslimanke, ki jim odreka vstop v javno sfero. Seveda je zdaj tudi takšna, bom rekla, formulacija na nek način problematična, ker pač domneva, da je javna sfera pod dominacijo moškega pogleda. Se pravi, ženska se mora zakriti na nek način, da lahko deluje v tej javni sferi. In hkrati seveda zaščititi svoje telo pred tem preiskovalnim, tudi žaljivim moškim pogledom. Zdaj, ker se tiče Evrope, mogoče samo toliko, pa bom potem se še navezala verjetno. Obstaja seveda, Veronika omenila to prepoved, kjer se tudi v slovenskem prostoru začela odpirati prepoved burk, vprašanje burk. Zdaj, to gre seveda z roko v roki, rekla tako. Na eni strani gre za neko brezglavo prepoved, ki izhaja iz nepoznavanja kompleksnosti problematike, tematike, ustvarjanje seveda na nek način tudi paranoične situacije, sejanje strahu, zato ker, kot se reka, samih burk v slovenskem prostoru praktično ne srečujemo. Če pa jih tistih par, pa seveda treba si zastaviti drugačno vprašanje. Verjetno sem prepoved burk kot takih, ampak verjetno gre tudi z roko v roki za vprašanje tudi varnosti. Zdaj, če se osredotočim na Francijo, ki je leta 2004 uvedla skrajno kontroverzen zakon v smislu, da sekularna država prepove religijske simbole v državnih šolah, ne samo na glavna pokrivala, ampak tudi križe, tudi jarmoke, židovske čepice. Potem pa seveda 2011, bom rekla, specifično govori o prepovedi zakrivanja obraza. Tukaj lahko seveda govorimo o burkah, govorimo pa tudi o zakrivanju v smislu, da je z varnostnih razlogov prepovedana nošenja mask ali polkap. To so tiste kape, ki jih seveda nosijo tudi tako imenovane balaklave, ki jih nosijo moški v nekih skupinah, mogoče radikalnih, v tem smislu. In v tem kontekstu seveda ima prepoved burk, ne samo burk, ampak tudi zakrivanje obraza kot takega, seveda to varnostno konotacijo. Enako v Belgiji 2011 prepoved popolnega zakrivanja obraza, dve trditvi, se pravi iz varnostnih razlogov ta prepoved in hkrati istočasno burka kot sredstvo zatiranja, tudi to je treba prepovedati. Belgija in Francija sta trenutno edini dve državi, ki imata prepoved javnega nošenja tančic, ki prikrivajo obraz. Poznamo lokalne prepovedi, naprimer Italija v mesto Novara 2010 uvedlo na podlagi Severne lige, to je protimigracijska politična stranka, je uvedla meni zelo bizarn zakon, prepoved burkinja. To so kopalke, ki jih nosijo religiozne muslimanke. Zdaj, kaj te kopalke v bistvu žalijo, to nek kult telesa ali karkoli, skratka, ni čisto jasno. Španija 2010 v Barceloni prepove burke nikabe v občinskih stavbah.
sledi naraščajoča napetost med etničnimi Rusi in muslimani z območja Severnega Kaukaza, oblasti v Stavropolu prepovejo glavne rute v državnih šolah, poskusi prepovedi se na podlagi pritoka muslimanskega prebivalstva, najdemo jih tudi v Avstraliji, 2014. Obiskovalce parlamenta želijo ločiti na te, ki so zakriti in te, ki so odkriti. V Kanadi prepoved zakrivanja obraza v času državnih ceremonij in debata o zakrivanju se redno odpira v Veliki Britaniji. Zdaj, tu je treba tudi povedati, da je zakrivanje občasno bilo prepovedano tudi v večinsko muslimanskih deželah. Naprimer, sirska vlada je prepovedala tančico na univerzah leta 2010, vendar je 2011 spremenila prepoved na podlagi naraščajoče napetosti med muslimani in že omenjena Turčija, ko je v 20 letih nastala kemalistična sekularna republika, je Mustafa Kemal Atatürk prepovedal javno zakrivanje žensk, prepoved je pa današnja še vedno vlada, ki se drži na oblasti, AK Party, se pravi Stranka za pravičnost in razvoj, ki je, tako rečemo, islamistična, umaknjena to prepoved leta 2013. Tako da vidimo, da gre za razlike med prepovedjo iz različnih razlogov. V Belgiji iz varnostnih razlogov, nestrpnost do muslimanov v Rusiji, seveda zaradi teh trenj, ki se dogajajo med etničnimi Rusi in muslimanskim prebivalstvom, in pa seveda določeni predeli, kjer lahko rečem seveda iz neke bizarnosti, ki jaz ne razumem prepoved kurkinja v Italiji, teh kopal za muslimane, tako da je zelo različno. Zdaj, mogoče bolj pomembno seveda kot to je, da se vprašamo seveda, kakšno svobodo ima ženska pri tem. Ali mi dejansko slišimo ženski glas, tako se pravi glas, da se ženska lahko samostojno odloči, da se zakrije, pokrije, to je razlika zakritje, bi rekli, zakritje pomeni zakritje celega obraza, pokritje pa na glavna ruta, kot nek simbol pobožnosti, bom rekla, neke vzdržnosti in tako naprej, ali pa je to stvar seveda nekih pravil, ki jih določijo hegemoni, bodi si politični dostojanstveniki ali pa verski dostojanstveniki ali pa politiki. Koliko dejansko svobode ima ženska za to, da se lahko odloči. Mogoče še samo preden zaključim, naj povem, da kar se zgodovine zakrivanja tiče, je bilo tudi seveda zelo pomembno, da se ozremo v preteklost. Že stari Hebrejci, seveda ženske so se pokrivale kot znak pokornosti, pripadanja. Krščanski cerkveni oče Tertullian celo opozarja kristjane na to judovsko, bom rekla, pravilo, da ženska po poroki naj si nadane ruto, kar je znamenje podložnosti možu. To zagovarja tudi apostol Pavel, ki pravi, ženske naj molijo s pokrito glavo. In muslimanke se v bistvu zgledujejo, svesta islam, kot kasnejša religija, tako za judovstvom kot krščanstvom, se seveda zgleduje po praksah bližnjevzhodnega prostora. Muslimanke se zgledujejo po Perzikah, zgledujejo se po Bizantinkah, ženske, tako Perzike kot Bizantinke, so bile tiste, ki so pripadali višjemu sloju, so bile zakrite, nižji sloj ni bil zakrit. Tako da pokrivala, se pravi, imajo zelo različno funkcijo skozi zgodovino in kasneje seveda muslimanke uvedejo pokrivanje las kot neko, s tem, da seveda poudarjajo skupno vero, poudarjajo islam. Mogoče samo še jasno, da povem in potem se prepustim besedo mojim sogovornicam, da popolni nikab ali pa čador oziroma burka, te tri rigorozne oblike zakrivanja niso nikjer neposredno predpisani v islamskih svetih spisih. Ne v Koranu, ne potem v, rečemo, hadisih, kot tistih zapisani suni, zapisani praksi Mohameda, preroka in njegovih tovarišev. Obstajajo pa seveda tako imenovani šibki hadisi, ki so nastali po Mohamedovi smrti, se pravi tisti zapisi, ki so jih proizvedli religijski učenjaki tudi v nekih drugih kulturnih kontekstih, ki so začeli seveda vsiljevati tudi neko patriarhalno držo, so začeli zapovedovati, kako mora biti ženska oblečena, kako naj se obnaša in tako naprej. In seveda to potem lahko postane, rečemo, ta kasnejša
reprodukcija del tudi muslimanske identitete, ne, da postane ženska tista, ki začne te novejše, če rečemo, variante uporabiti kot nujo za, ne, se pravi kot tisto, kar nekaj definira njeno identiteto, da potem lahko uporabi burko ali čador ali nikab ali kakršnokoli drugo obliko. Zdaj, sem mogoče potem res zaključil, ne, zdaj, kar je še zelo pomembno poudariti pri tej naglavni ruti, seveda, da večkrat se enači, kot sem že rekla, z politično ideologijo, z islamizmom, predvsem seveda na podlagi iranske izkušnje, iranske revolucije, kjer so se ženske začele zakrivati, ne, kot take, seveda tudi nekje v kolektivnem spominu, ne, prodirajo seveda kot ideja, da gre za neko prežečo nevarnost, nevladljive, ne, ženske, ki seveda za tančico kuje lahko tudi neko, rekla, nevarnost, neka potencialna nevarna sila, ne, ki lahko seveda žensko mobilizira do takšne mere, da poprime za orožje pri obrambi te politične ideologije. Ne. To je verjetno tudi tisti varnostni moment, ki nekje zaposluje te predlagatelje, ne, zakona o burkah v slovenskem prostoru. Tako da toliko za enkrat, pa se pa še navežem. Hvala lepa. Hvala lepa, Anja. Jaz bi kar pošila zdaj, da glede na zdaj povedano, lahko se seveda neposredno navežeš. Moje vprašanje bi pa bilo, ko smo se pogovarjali, v bistvu, ko smo snovali to okroglo mizo, smo se pogovarjali o tem, kako pravzaprav opozarjajo na povezanost islama z Evropo oziroma islamske civilizacije v Evropi, ne, ves prispevek, ki ga je islamska civilizacija dala Evropi, nekako v dani situaciji se to ljudi ne dotakne več. Ne. In ti osveščaš, deluješ že 15 let verjetno, ne, če ne že več. Slovenija se pač ne more izogniti temu nekako vseevropskemu, tudi globalnemu stigmatiziranju islama, muslimanov, smo del tega, kot smo zdaj videli, glede na Anja, tvojo prezentacijo, ne, v bistvu pomen rute na Zahodu je zelo kontradiktoren. Ti kot muslimanka, ki se pokrivaš, ne, kako lahko nam recimo poveš tudi svoje lastne izkušnje, kar pa nam malo zastreš, ta potek. Najprej iskreno hvala za povabilo, za idejo, za ta pogumen korak naprej. Hvala tudi vam, da ste se povabili odzvali. Vsekakor je pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo, da analiziramo stanje, družbo, v kateri živimo in da opozorimo na napake, ki jih družba sprocesuira in kako dejansko narediti nek sistem kohezije, v kateri bomo vsi z enakimi možnostmi in enako obravnavali deležni tudi nekega enakovrednega položaja. Skratka, ne nazadnje, tudi danes, leta 2016, se še vedno pogovarjamo o teh perspektivah in dilemah, ki jo ima ženska muslimanka na Zahodu v samem tem procesu integracijskih politik in pa sistemov. Nositi naglavno ruto in biti muslimanka na Zahodu pomeni biti izredno pogumna in pa izredno praktična. Zakaj? Zato, ker za tabo ne stoji nobeno reprezentativno telo. Muslimani v Evropi smo prisotni že stoletja in to je nek dejavnik, nek faktor, ki se zelo zanemarja in se mu ne posveča dovolj pozornosti. In ko govorimo o položaju muslimanskih ženski v Evropi, potem govorimo o ženski, ki se nekako poskuša integrirati v to evropsko družbo, ne glede na to, da je Evropi že rojena in da tu deluje že precej dolgo. Ne nazadnje nima svojega tega reprezentativnega telesa, ki bi jih nekako v skladju z evropsko vlado države, v kateri živi, zagotovil neko prijazno integracijo, nek prijazen proces vključevanja socialnega, družbenega v samo družbo. Muslimanska skupnost v Evropi ni monolitna. Gre za izredno heterogeno skupino muslimanov, ki prihajajo iz različnih delov sveta in tu muslimani dejansko še vedno nismo prišli do tega skladja, kjer bi lahko ustanovili to neko telo, ki bi tudi na političnem področju zagovarjal pravice muslimanov,
in jim nekako omogočil ta enakovreden položaj. Skratka, govorimo o muslimanih, ki prihajajo iz arabskih držav, ki se močno razlikujejo po svoji etnični, kulturnem, socialnem ozadju, z muslimani, ki prihajajo iz afriških držav. In seveda se potem pojavlja vprašanje, zakaj so nekateri muslimani pri vključevanju v evropsko družbo uspešni, zakaj drugi niso. Muslimani v Sloveniji smo pripadniki bošnjaške skupnosti in nenazadnje ta naš integracijski proces ni bil tako zelo otežen, kot bi lahko govorili o vključevanju afriških muslimanov v francosko družbo. In te perspektive in pa te dileme, s katerimi se danes zahodne družbe oziroma evropske družbe ukvarjajo, so tiste družbe, ki so se na zahodu že izoblikovale in so na zahodu prisotne že stoletja. In pa kako se ukvarjati z muslimani, ki na zahod šele prihajajo. To je vprašanje begunske problematike, govorimo o tisočih in tisočih ljudi, ki si želijo evropskega načina življenja in ki dejansko poskušajo zaživeti nek nov način, nov sistem življenja in dati tudi svoj prispevek družbi, v katero ki jih gosti. Muslimanska ženska ima v evropski družbi seveda svoj položaj, ki pa nažalost še vedno ni ekvivalenten družbi drugih žensk oziroma položaj drugih žensk. Skratka, govorimo o nekem zanemarjenem odnosu. Seveda je tudi velika odgovornost na muslimanskih ženskah, da dajo svoj najboljši prispevek, da živijo v skladju z islamskim načinom življenja, ki je izjemen. Če se lahko osredotočimo na islamsko civilizacijo, ki je dala izjemno velik prispevek zahodni družbi, v kateri danes živimo. In potem vprašanje, zakaj so muslimani nazadovali in vsi drugi napredovali. Vsekakor je vse tisto, kar je povedala kolegica Anja Zalta, se ne more postaviti pod vprašanje, to so dejstva, nekaterih stvari pač ne moremo spregledati in si ne moremo zatiskati oči pred tem, da so zahodni sistemi rušili dokaj stabilne vzhodne sisteme, postavljali pod vprašanje položaj žensk, ko so recimo napadali Afganistan, je bil eden izmed prioritet tudi ta, da se osvobodi žensk izpod burk. Na zadnje Američani so odšli, ženske pa še vedno te burke nosijo. In skratka, gre za en tak koncept, ki je zelo jasen, okoli katerega jaz ne bi ravno veliko politizirala. Dejstva so in s tem se moramo tudi soočiti. Kako ustvariti to kohezijo, kjer pa bomo živeli enakopravno in pa v skladju, je pa vsekakor dvosmeren proces. Zakaj prihaja do tako radikalnih potez žensk? Recimo francoska vlada je prepovedala nošenje tančic. Zelo utopično je bilo tudi pričakovati, da bojo ženske dejansko te tančice res tudi odvrgle. Ne bojo se, nažalost, izobraževale v francoskem izobraževalnem sistemu, bojo se pa v islamskem. In tam, kjer se ne rodi ljubezen, se seveda rodi sovraštvo. In kako se lahko zgodi, da nekdo, ki je rojen parižan oziroma rojen francos, posega tako nekih radikalnih ukrepih, ki jih večinske muslimanske skupnosti močno obsojajo in tudi jaz. Odgovor tudi tukaj dokaj preprost, zato ker je bil sistem integracije zgrešen oziroma napačno predstavljen. Muslimanske skupnosti so danes izolirane, so marginalizirane, so podrejene in so v zelo neenakovrednem položaju v vseh možnih pogledih. Če govorimo o muslimanski ženski, o njenem socialnem statusu, o njenem družbenem aktivizmu, o njenem ekonomskem položaju, o njenem izobrazbeni stopnji. Govorimo o eni skupini ljudi, ki je v slabšem položaju, živi v slabših
socialnih razmerah, je izključena, je marginalizirana. In potem vprašanje, kako se lahko zgodi, da nekdo, ki je rojen v evropski družbi, demokratično opevani družbi, sekularni družbi, se odloči za nek radikalen ukrep, radikalen korak, ravno v tem procesu integracije. Integracijo muslimanov v Evropi zelo pogostokrat razumemo kot proces asimilacije. Se pravi nekaj, kjer nam ne bo omogočeno več biti to, kar si. Na glavna ruta na ženski muslimanki, ki prakticira islamski način življenja in oblačenja, je njena osebna identiteta. In eden najbolj vidnih in najmočnejših simbolov verske pripadnosti in osebne identitete. A zopet na drugi strani tudi eden največjih dejavnikov stereotipizacije in pa dejavnik, ki zelo pogostokrat sprovede širne razprave, zelo nepotrebne, če me vprašate, tudi v političnem diskursu. Skratka, ta manevrski prostor za diskursije je zelo, zelo omejen, kar se tiče muslimanske populacije, zlasti ženske. Podpisali smo številne deklaracije, mirovne sporazume, številne ukrepe in sisteme, ki nekako promovirajo in implementirajo človekove pravice, in potem se soočamo z tako diskriminatornimi postopki, ko ne želimo vključevati žensk, ki nosijo na glavno ruto v izobraževalni sistem, v ekonomskem sistemu, socialnem in tako naprej. Skratka, ženske so lahko zelo, zelo veliko pripomorejo in doprinesejo k tem večkulturnem, večjezičnem, večverskem imidžu oziroma sliki podobi Evrope, pod pogojem, da jim dovolijo, da ostanejo to, kar so. Ženske vzgajajo skupnosti, celotne skupnosti, moški vzgajajo individualiste. Skratka, na teh ženskah je potrebno, tem ženskam je potrebno posvetiti veliko več pozornosti, kot smo posvečali do sedaj. Človek, ki mu to omogočimo, je človek, ki se bo znal postaviti zase in posledično tudi za kogarkoli drugega. Človeku, ki mu bomo odvzeli njegov osebni jaz, oziroma njegovo identiteto, njegovo pripadnost, čemu on že, potem s takim človekom lahko počnemo, kar želimo. Skratka, vprašanje integracije ni vprašanje zgolj manjšin, ni to breme zgolj do pripadnikov določenih verskih, določenih etničnih skupin, nacionalnih in tako naprej. To je dvosmeren proces. Skratka, kjer se človeku, ženski, muslimanki omogoči, da z naglavno ruto prispeva v družbi, v kateri živi. Njen prispevek je lahko zelo izjemen, lahko je znanstven, lahko je kulturen, lahko je umetniški, lahko je politični. Medkulturni dialog v Sloveniji je folklora in kulinarika, kjer manjšine kuhajo, večina poje, manjšine plešejo, večina ploska. Ta medkulturni dialog je potrebno nadgrajevati, nenehno nadgrajevati in osebno, kar si želim, je, da tudi te ženske, ki nosimo na glavo, to zasedemo nekoliko višji položaj v družbi, v kateri živimo. Jaz sem rojena Slovenka, Jeseničanka, aktivna na področju enakopravnosti človekovih pravic, implementacije enakih možnosti že precej let. In nisem ravno prepričana, da lahko uživam rezultate in da so ti rezultati tudi vidni. Vse, kar počnem zato, da bodo moji vnuki imeli korist od tega. Počnem zato, da bom tudi jaz imela korist od svojega družbenega aktivizma. Skratka, muslimani imamo zelo veliko zadati, zelo veliko zapovedati in prav je, da nas nekdo ne samo posluša, ampak tudi nekako sliši. Govorim o skupini, govorim o manjšini, ki je tu prisotna, ki je živa, ki je tudi vidna. Ženske, ki nosimo na glavno ruto, smo zelo vidne, nismo pa slišane.
In ves ta boj proti terorizmu, boj proti radikalizaciji, sem jaz prepričana, da če bi se muslimanska skupnost vključilo v določene strategije, v določene politične procese, da bi ta boj bil veliko, veliko lažji. Skratka, tudi ženske muslimanke, ki smo tu, jaz nekako zelo veliko tudi predavam, ne? In na zadnje, ko sem predavala na Irskem, smo imeli konferenco, ki je govorila o islamofobiji v Evropi. Udeležencev na konferenci je bilo približno 1000, jaz sem bila edina muslimanka. Govorili smo pa o težavah, s katerimi se soočajo muslimanske skupnosti pri integraciji v večversko evropsko družbo. Skratka, nek tak moj moto, neko moje vodilo je nič o Romi brez Romov, nič o invalidih brez invalidov in nič o muslimanih brez muslimanov. To je ena taka napačna politična strategija, ki jo v Sloveniji imamo, da dejansko na teh položajih nimamo ljudi, ki bi res lahko dali ta svoj prispevek in tudi implementirali določene strategije. Jaz tako včasih počutim, kot da bi meni dali, da bi izoblikovala klančine za invalidni. Seveda so te stvari lahko zelo občutljive. Muslimani v Sloveniji, muslimanke, ste dobrodošli, tudi v Evropi ste dobrodošli, ampak nisem pa ni dobrodošel. Skratka, jaz to vidim nekako tako, ne dobrodošli ste, ampak ne pa tako, z naglavno ruto in z takim načinom, s takim stilom oblačenja, zato ker to ruši potem sistem vrednot oziroma ruši sistem že nekako pripeljan sistem evropske tudi zakonodaje in številne evropske vlade se soočajo številnimi težavami, ko morajo najti rešitev za integracijo muslimanske ženske. Jaz mislim, da edina rešitev ni več v tem, da kreiramo in organiziramo okrogle mize in konference, na katerih se mi pogovarjamo. Jaz rešitev vidim zdaj zgolj tam, kjer je moč odločenja. To pa je ta politični sistem, v katerega bi bilo zelo dobro integrirati tudi pripadnike te manjšine. Skratka, muslimani rabimo reprezentativno telo, ki bo zastopalo interese muslimanov v Evropi. Govorim imamo naziv Evropski muslimani, ki smo zdaj nekako prva generacija muslimanov je zelo velik poudarek dajala stabilizaciji družbene infrastrukture, tudi verske infrastrukture. Mi, druga generacija, čeprav zelo nerada uporabljam ta izziv, pa smo njihovi vnuki s popolnoma drugačnimi projekti, s popolnoma drugačnimi pristopi, veliko bolj inovativnimi in pa veliko bolj pogumnimi. Skratka, smo vidnejši, smo tudi malce glasnejši in vse, kar je dejansko to, da se nas nekako vidi, da se nas sliši, da se nas enakopravno tudi obravnava. Kajti nobena marginalizacija ni prinesla nič dobrega in v Evropi se lahko zgodi ravno to, ne? Da bomo ta zdaj že zelo velik del muslimanske skupnosti manjšine nekako porinili na obrobje, jih marginalizirali, jih stigmatizirali in potem se bo zgodil kontraefekt. Kot se je zgodil v Franciji, ko ženske niso odvrgli tenčic, ampak so se samo preusmerili v drug izobraževalni sistem, ki ni evropski in ki ni tako vse stranski, ampak je izredno islamski. In potem ne govorimo o francoskih zdravnicah, učiteljicah, znanstvenicah, govorimo o islamskih aktivistkah, ki bodo na popolnoma drugačen način mogoče implementirali tisto znanje, ki ga dobijo v tem takem izobraževalnem sistemu. Skratka, čas je, da spregovorimo tudi o
teh stvari, o tem takšnem vključevanju, se pravi enakovrednem, obarvan z enakimi možnostmi in pa res z enakimi pravicami. Kar se pa tiče samega načina oblačanja, tudi moj recimo je, jaz poskušam nekako vedno biti v skladju z večino, se te večini tudi približati, tudi svojim načinom oblačenja, ki je nekoliko drugačen. Po drugi strani pa nisem jaz tista, ki bi nekako postavljala pogoje in pa načine islamskega oblačenja tudi pri nas. Ženski se odločamo za to svobodno in ženski z naglavno rodom v Sloveniji je zelo, zelo malo. Tistih, ki pa so javno izpostavljene, pa ni. Ženske, ki nosijo burko v Sloveniji, mislim, da je okrog 15. Jaz jih poznam in načeloma so se za to odločili zelo svobodno in to nosijo tako zelo, zelo ponosno, pogumno. No? Jaz ne vem, če bi se odločili za tak korak in kako se obnašamo ljudi, ki so pogumni, se mi obnašamo plemenito. Skratka, gre za popolnoma osebno odločitev in nobenih prisil, nobenih radikalnih potez, skratka, to je njihova osebna odločitev. Res pa je, da jih malce pogrešamo v tem medijskem prostoru, ker bi nekako izpovedali te svoje osebne zgodbe, zakaj tak korak in zakaj tak način oblačenja. Skratka, jaz verjamem v to raznoliko slovensko družbo, kjer bomo nekako poskušali to družbo obogatiti vsak na svoj način. Verjamem v neko normalno večino, ki bo znala ta prispevek in to bogatstvo tudi prepoznati. In pa verjamem v tudi politični sistem, ki bo nekako začela počasi vključevati te ljudi, zlasti tam, kjer so ti ljudje najbolj tudi ključni. In kot sem rekla, to je tista moč odločanja, kjer v prihodnosti želim nekako vse te akterje tudi videti in te neke reprezentativne osebe, ki bodo dali upanje, da tudi v Sloveniji lahko živimo v tej neki koheziji, ki ne bo marginalizirala nikogar. Jaz se bom vzdržala komentarjev in dala besedo takoj Ani Frank in bom zastavila vprašanje o konceptu orientalizma, ki ga verjetno vsi poznate. Pardon, Ani Frank bom predala besedo in jo bom vprašala o konceptu orientalizma, ki ga verjetno vsi poznamo. Skratka, ko je Edward Said raziskoval, proučeval znanost v 18. in 19. stoletju, v 18. in 19. stoletju v Orientu, zanima me, ali je to še aktualno in Ana bomo podala in tak malo globioviti komentar. Izvoli, Ana. Dobro večer, hvala za vabilo. Zdaj se bom s tem vprašanjem tudi navezala na to, kar je povedala Faja. Da povem eno zgodbico, ko so se na mnogih poteh peljale iz Istanbula v Ljubljano in na letalu en gospod razlagal, drugi so potnici. Kako moderna je ta Turčija, pa tudi Istanbul. Jaz sem predstavljal, da so tak. Jaz mislim, da so tak, kako smo nas učili v šoli, z mečem v rokah in s turbanom na glavi. Torej, začuden je bil na tem, da se je pač neka država razvila in da ni takšna, kot da si jo on predstavljal po, ne vem, v zgodbicah tisočine noči. No, to je za moj orientalizem, ki še vedno živ. Drug primer bi lahko bil recimo moj pokojni nono, ko sem mu rekla, da grem študirati v Turčijo, je rekel, ti Turki, pa oni so nas napadali in nas poglavljali in tako naprej, v bistvu, kar vsi poznamo, 500 let nazaj. A nikoli pa ni tako govoril o Nemcih, recimo, in o nacističnem režimu, kljub temu, da je bil eno leto sam v nacističnem kampu. Ta del zgodovine je nekako pozabil, ker se je to potlačilo, prečistilo in tega pač o tem se učimo, ampak to so Nemci iz tistega časa, sedanji Nemci so pa drugačni, novi, moderni in tako naprej. Ampak ko govorimo o Orientu, o muslimanih, o islamu, imamo še vedno neke predstave, ki izhajajo iz teh zelo daljnih zgodovinskih opisov. In iz tukaj izhaja tudi recimo tale fokus na pokrivanje. Odkje je ta obsedenost s pokrivanjem žensk nastala?
Namreč po začetkih, ko so se začeli evropski popotniki srečevati z islamom, sploh niso tako opisovali muslimanske ženske kot zatiranje, kot pokrite, kot skrite, kot ne vem kaj, so jih celo hvalili, kako so svobodne, kako so samoiniciativne, s čim se ukvarjajo in tako naprej. Potem pa, ko se je začel na Zahodu nekako spreminjati koncept tega, kako mora ženska zgledati, so pa kar naenkrat one postavljajo poglede, kako so boge, zatirane, levo desno, vse so pokrite. V bistvu motilo je tudi to pokrivanje, ker pač se jih ni dalo videti, se jih ni dalo tipati, se jih ni dalo v bistvu priti v stik z njimi. Ne? In zdaj, če preberete, recimo, dosti literature na to temo, ki se v bistvu ukvarja s tem, poleg Saida, izhajajo seveda iz njegovega uvida, da so te znanstveniki prispevali k temu, da imamo mi zdaj neke predstave, ki so v bistvu zelo stereotipne. Ne? In se še vedno ukvarjajo z nekim imaginarijem nekega islamskega sveta, ki je v teh pojmih homogen, čeprav imamo, kot vidimo, kot so povedali Anja in Fajla, imamo zelo raznolike, zelo heterogene skupine ljudi. Pokrivanje je zelo raznoliko, te pomeni so zelo raznoliki. Prav tako pa recimo Ruta, ko sem jaz bila v Turčiji in sem se srečevala ženskami pokritami, sem jo vse spraševali, zakaj te potem pa toliko samo to zanima. Ne? Mi imamo za ponuditi dosti več, ne pa samo to naše pokrivanje. To je en del naše identitete, na kar smo ponosne seveda, kot je rekla Fajla. Mi smo zdravnice, smo študentke, imamo dosti za ponuditi tej družbi, ampak vsi nas se zaustavljajo samo pri tem, kako zgledamo. Ne? V bistvu pa moramo premisliti, da zakaj se nam zdi pokrivanje nekaj nenavadnega, biti nepokrit pa je kot nekaj samoumevnega. Tudi Anja je povedala, da so se v zgodovini, v vsakem zgodovinskem kontekstu so se pokrivali tudi kristjanke in judinje, glede na socialni status. V bistvu dosti razlogov, zakaj se ljudje oblačimo, kot se oblačimo. Če pogledate danes nas tukaj, smo več malo podobno oblečeni, zato ker so konvencije oblačene danes pač takšne, kot so. Noben je tukaj prišel v neki paročni obleki, ker če bi ga imeli za malo prismuknjenega ali pa ekscentričnega. Zato, ker pač baročno smo se oblačili v tistem času, ko so veljali takšni pogoji oziroma pravila oblačenja. Tako, kar je treba premisliti, je v bistvu ta predpostavka o tej normalnosti tega, kar naj bi Zahod predstavljal in tej nenormalnosti, čudašnosti oziroma tujosti, ki nam je predstavljal vsak, ki je ali drugače oblečen, ali drugačne vire, ali drugačne barve kože. Tako da v bistvu, kar jaz hočem opozoriti, je na ta razmislek, ki je vse prepotreben danes, da ni samoumeven način, v katerem živimo, način, na katerega se oblačimo, ni samoumevno, da mi določamo norme drugim in da se bojo drugi samo temu prilagajali oziroma se totalno asimilirali, ampak ravno to, si priznati, da smo tudi mi ena partikularnost, določena z našim kontekstom, časom, političnim sistemom, socialno družbo, ki je v bistvu ena od mnogih. Nismo pa mi določili, zdaj pa tako, kot smo se mi zmenili v naših sistemih, zdaj pa morajo vsi tako imeti. Tako da, isto velja recimo, ko govorimo o nasilju, dosti krat se sliši, ja, islam je nasiljen, ženski tudi, bla, bla, bla. Zdaj, kot prve treba to osmisliti, zakaj mi to tako dojemamo, potem kaj so bili tisti pogoji in sistemi, ki so pripeljali do tega, da je v neki družbi več nasilja. Nasilje je tudi pri nas. Samo, da pri nas, ko pride do nasilnih izbruhov, govorimo, to so pač deviantneži, ko pa se nasilje dogaja v neki drugi kulturi, pa rečemo, to pa je značilnost cele kulture. Spet v bistvu krivimo neko široko kulturo, jo homogeniziramo in rečemo, to pa je v bistvu značilnost njih kot kulture. V bistvu ni tako, ker so različni sistemi, ki pripomorejo k temu, patriarhalni, zgodovinski, so vojne, so ekonomski razlogi, zakaj pripeljajo do tega, da se pač v nekih deželah dogaja več nasilja. Mislim, zdaj sem zelo prenostovljeno povedala. Še en primer lahko dam o tem, zakaj menim, da tudi mi ženske na Zahodu smo mogoče preveč samoumevno sprejeli dejstvo, da smo emancipirane.
Kdor je familiaren s feminističnimi boji, bo verjetno vedel, da so se feministke zelo borile proti korzetu, kar je pač stiskal žensko telo, ustvaril neko podobo, ki je bila boleča za ženske, ko so ga nosile. In kaj vidim na televiziji, reklame za ravno te iste korzete, proti katerim so se ženske borile. Ampak zdaj se tega ne konkretizira, zdaj to je pač ideal lepote in smo se temu vsemu lepo podrebili. Medtem pa druge, pa raje kritiziramo, ta ženska se pa ni sama odločila se pokriti, ta ženska pa Boga, v bistvu nima sama svoje volje pri tem, da se bo odločila, kako bo zgledala, kako se bo oblačila in še se bo ukvarjala. Tako da ja, moj poziv je tudi podobno Fajlinemu, da je treba sprejeti ljudi in z njihovimi mnenji, z njihovimi znanji, ne pa s tem, kako se nam v bistvu oni predstavljajo zdijo, zaradi naših predstav, ki jih imamo, zaradi zgodovinskih razlogov, zaradi neke ideologije, ki nam je orientalizma, ki nam je v bistvu vstavil v glavo naše sisteme to podobo od nekih zatiranih ženskah v islamskem svetu. Treba je namreč vedeti, da se tudi ženske v tem same borijo proti nasilju, same pač dosti o tem govorijo, ampak tega jim ne priznamo, ampak rečemo, ne, mi vas bomo naučili, mi vas bomo emancipirali, mi zahodnjaki smo tukaj zato, da druge dele sveta učimo, kako se morajo obnašati. A se vam zdi to v redu? Tako da jaz bom kar zaključila, da bom pustila raje vprašanje. Jaz bi dala priložnost še vam vsem trem, da mogoče naslovite ena na drugo kakšna vprašanja, preden odprem možnost še publiki, da vas vpraša kaj, da kaj pokomentira. Mogoče Anja, Jaz bi mogoče samo se navezala na Anjino izpoved in sicer priznati si moramo, da Evropa spreminja svoj obraz, da se bodo spremenili tudi sistemi in da bo tudi ta demografska slika precej drugačna in ne glede na to, smo pripravljeni ali ne, Evropa potrebuje ljudi, ki bodo nekako reševali Evropo zlasti s to demografsko sliko. Ampak to je zdaj tako zgleda, kot da Evropa potrebuje roke, potrebuje noge, potrebuje možgane, pridejo pa ljudje. Pridejo pa ljudje s svojimi verskimi praksami, tradicionalnimi vrednotami, s svojimi kulturnimi ozadji, skratka ljudje, s katerimi je ta prvi stik z demokratično, večversko, večjezično, večkulturno Evropo lahko tudi zelo šokanten. Skratka, kako bomo živeli naprej, v kakšni koheziji, v kakšnem socialnem vključevanju in izključevanju je zelo, zelo veliko od nas. In vsak posameznik tukaj je zelo pomemben in lahko odigra ključno vlogo pri kreiranju novega, boljšega, pravičnejšega sveta. Kar je recimo meni zanimivo, ne vem, če se bo katera od vas odzvala, Ana je že nakazala v svojem izvajanju. V bistvu, ko govorimo o vlogi ženske, govorimo o tem, kako se ureja, usmerja, normira njeno obnašanje, vedenje, oblačenje, konec koncev. V bistvu, ko smo snovali to okroglo mizo, smo izhajali z vprašanja, kako nasloviti prav to, ko naslavljamo to predstavo o domnevno zatiranih muslimanskih ženskah, zakritih muslimankah, a ni potrebno hkrati nekako misliti pravzaprav vloge ženske nasploh oziroma položaja ženske nasploh in zakaj je vedno ženska tista omenila si, da se moškega pokrivala sploh ne problematizira. Dobro, zdaj to malo poenostavljam, ampak recimo zakaj? A lahko naslavljamo tukaj tako imenovano zahodno emancipirano žensko, ki pa vendarle ali je res osvobojena po vsakašnih kulturnih, političnih, družbenih zapovedi njenega vedenja, tisti, ki zadnje čase spremljate morda družbene medije, poznate nekaj primerov mladih, vredno feministk, ne vem, kako se same poimenujejo, ki šokirajo s tem, da recimo več ne odstranjujejo dlak po telesu. To je že ena taka zadeva, ki šokirajo s tem, da recimo ne skrivajo več menstrualnega krvavenja in tako naprej. To danes so pravzaprav razumljeni ekscesi glede na žensko normirano vedenje. Pa bi mogoče prosila za igrati komentar, potem bi pa predala besedo publiki.
Ja, mogoče, če se jaz navežem samo na to afero na glavnih krut, ki je bila v Franciji sprožena leta 2004, Jacques Chirac, takratni predsednik, skliče komisijo, da bo raziskal ta primer, oziroma da 20-članska komisija se sestane, znanstveniki, politiki, pravniki, edukatorji. Nobenega glasu pa ne dobijo ženske, seveda muslimanske ženske, da bi dejansko razložile, kaj njim to zakrivanje pomeni. Ne? Večina diskurzov na glavnih krutah se potem oblikuje v smislu zatiranja žensk, povezuje se z mutilacijo genitalij, se pravi obrazovanjem žensk, poligamija, usiljene poroke v islamu. Ne? Hkrati seveda pa, kot sem rekla, žensk samih se ne povabi v ta razgovor, v to razmišljanje, niso del debate. V imenu teh žensk govorijo torej avtoritete, bodi si politične, bodi si religijske, in ženske kot označene kot tiste, ki so nemočne, ki potrebujejo nekoga, da govori v njihovem imenu. Brani bodi si na eni strani religija ali pa država. In jaz mislim, da seveda zelo nujno, da se vzpostavi neka platforma, nek prostor, to, kar smo pravkar slišali, da se dejansko tudi ta glas drugega glasno, glas druge jasno glasno sliši tudi pri vprašanju teh paralelnih sistemov, ki je Pajla pravkar omenila. Ženske potem ko, seveda se jim je prepovedalo, da grejo v javne šole, v državne šole, se poslužujejo potem paralelnih tudi izobraževalnih sistemov, se pravi vstopajo v neke mošejske šole, meščide, kjer jih učijo imami, ki prihajajo iz nekih arabskih ali drugih delov muslimanskega sveta, seveda s popolnoma drugačnim izobraževalnim sistemom. S tem seveda se v Evropi tudi ustvarja paralelen sistem. Tu je tudi potem polje seveda za, rečemo, radikalizacijo, s tem, ko ta drugi udrinjen na obrobje evropske družbe, nima možnost participacije, nima nekega čuti se dejansko kot evropski drugi muslimani, tako skozi celo zgodovino Evrope je bil evropski drugi. Tudi evropska identiteta se formira na odnosu do muslimana, kot drugega ljudi Turek. Pravi Tomaž Masnak, se pravi evropska identiteta je dejansko formirana na tej dihotomiji. Ampak vendarle, se pravi, omogočiti nek javni prostor, diskusije, kjer bo potrebno seveda tudi preuprašati vprašanje demokracije, vprašanje seveda teh norm tudi v islamu, kot rečemo evropski, rečemo religiji, ki je že praktično od vsega začetka nastanka islama, pa par desetletij potem seveda postala tudi evropska, vse v določenih delih Evrope poznamo avtohtone muslimanske skupnosti od Sicilije, Španije, Bosne, seveda Poljske, Tatari, Kaukaz in podobno. Zdaj pa seveda za temi migrantskimi tokovi, če smem tako reči, seveda jasno, da bo potrebno preuprašati seveda tudi kompatibilnost, rečemo, islamskega dojemanja demokracije. Seveda islam ima tu mnogo konceptov, ki jih bo potrebno primerjati tudi z evropskimi normami. Konceptov, kot je, na primer, soglasje, konsens, tavhid, idžma, šura, to so muslimanski koncepti, ki morajo dobiti nekje odgovor tudi v, rečemo, v evropskem kontekstu. Jaz mislim, da je zato treba seveda postaviti platformo, kjer se bodo, kot sem že rekla, te stvari odprle, diskutirale, ne pa posluševale, pa nastavljale in tudi v imenu drugega zaključevale in razreševale. Tako da to je, jaz vidim, edina možnost. Če ne želimo seveda, da se ta drugi počuti absolutno zapostavljenega in potem takem tudi začenja svoj paralelni sistem graditi. Toliko. Tukaj bi nekaj pripomnila, ko si omenila, da pač prihajajo begunci in se pač soočajo z demokratičnimi sistemi, kaj bodo v tem prispevali. Treba je vedeti, da mnogi prihajajo iz držav, ki niso demokratične, v bistvu niso imeli nobene izkušnje demokratičnega sistema. Niti, mislim, vem za Sirijo, recimo, poznam pač dosti ljudi tam, so mi rekli, glede, mi nismo imeli možnosti se izobraževati v družboslovni znanosti, ker državi to ni bilo pogodo, zaradi tega, ker ni želela, da bi ljudje pač razmišljali, da bi ljudje kritizirali oblast. Ti dejansko niso imeli nobenega glasu. In ljudje tam v bistvu živijo v nekih razmerah, ki niso nikoli videli in vedeli, kaj pomeni demokracija. To je mogoče samo tisti, ki so že prej zapustili države in živeli v zahodnih ali pa, mislim, evropskih ali pa ameriških družbe, kje, ne. Tako
Tako da malo tudi prenagljeno zdaj pričakovati, zdaj pa bomo pa od njih pričakovali, zdaj pa se navadi na naš sistem tako iz danes na jutri. Ne, se zavedam, da je to proces. Samo jaz verjamem, da se prosto mora odpreti za prepraševati te vrednot, ki islamska tradicija ponuja. To da tudi jaz sem mislila, pač reč kakšno realno stanje teh ljudi, ne glede na to, kar recimo uči islam, da pač pa zelo neznavilno. Potem pa jaz ljudno vabim vse vas, da prosim dignete roko, kažete, koliko vas je. Še kdo, mogoče da vidimo, če več, da povem več. Ok, gospod, izvolite, kar vi najprej. Jaz bi za gospod Franko sam za njen komentar prosil. Omenili ste, da so se v Iranu ženske odločile, da bojo se pokrivale, da jo nosile čador. Mi smo pa vedeli, da omenili ste, da se v Iranu ženske odločile, da bodo nekako na shodnjem sekularni družbi nosile čador. Mi smo pa brali in tudi slišali, da če nekdo, recimo tudi turist, komu že v letalu dajo ženska pokrivala in moški, če nima dolgih rokavov in dolgih hlač, da ga verska policija aretira. Kaj komentirate? Sicer o tem je govorila kolegica Anja, ampak lahko vam tudi da se komentiram. Zdaj, res je, da so se nekatere ženske, predvsem tiste, ki so sodelovali, podpirali iransko revolucijo režim, pokrivali v znak pač upora proti modernosti in podpore verskemu režimu. Je pa res, da se je kot vsaka revolucija tudi ta izpridila in zdaj je v Iranu res tako, in to je treba pač povedati, da so ženske prisiljeno pokrite. In tudi sama sem bila v Iranu in tudi sama sem se pač mogla pokrivati. Je pa bilo zanimivo to, sem pa šla v neko manjšinsko restauracijo, mislim, da so bili kristjani, in ko sem prišla tam, so pa, bili smo v neki odrajeni zunanji terasi, so pa od mene zahtevali, da se odkrijem. Tako da zanimivo, da so v bistvu že znotraj Irana, mislim, ženske tudi nosijo rute v Iranu, tako, mislim, na čopu, tako da komaj da visi. In je res, da ta Basiji, kot je ta verska policija imenovana, hodi naokoli in kontrolira ljudi. To je pa pač izprijenost tega radikalnega režima, ki je v bistvu šiitski v Iranu, en del islama, s katerim se tudi mnogi Iranci ne strinjajo. Mislim, dosti jih je šlo v Iran, ljudje, ženske se same proti temu upirajo. Imam prijateljico Iranko, ki v bistvu takoj, ko pride na letalo. To je realnost, da so pač pokrivanje uporabljali tudi v določenih sistemih in režimih kot prisilno, o tem tega noben ne zanika. Ampak je treba pa povedati, da recimo v Turčiji pa so jih pa prisilno odkrivali. Zdaj, to so dve plati iste zgodbe, ne? No, tudi ne. Tako da zdaj, a so tukaj vprašali ženske, hočete biti pokrite, možete biti pokrite, zakaj? Ne. Afganistan, Iran, še kakšna država, Saudska Arabija jih prisilno pokrivajo, ne? In to je tudi problematično. Religijski zakon v Iranu, Saudski Arabiji, obstaja seveda v Iranu in Saudski Arabiji, kjer je zakrivanje terja religijski zakon. Zdaj imamo vzadje, gospod, potem pa gospa sledi. Hvala lepa, jaz se opravičujem, ker imam zapiske in vse malo potem. Moje ime je Tomi Klančnik, prihajam iz Ljubljane. Namenoma ne bom omenil, iz katerega velikega podjetja prihajam, ker ni podjetje. Je pa zelo pomembno, namreč gre za to, da so pravili s področjem spolnega nasilja nad ženskami in pa seveda gender-based violence nad ženskami. Meni osebno je to ogromen izziv moškega spola, namreč kar je še posebej samo tudi ena manjšina, nočem tega favorizirati. Jaz iščem v bistvu nekaj novega znanja, nekih novih vidikov in pogledov, zato sem tukaj. Rad bi namreč vprašal sledeče. Kje so ključni poudarki, na katerih je treba graditi, da uspemo skupaj doseči
objektivno, tako pravo, pošteno, iskreno integracijo, da bomo se razumeli, da bomo najdeli to dvosmerno pot drug drugemu. To je ena stvar, nekaj ste mi sicer že nakazali, da ljudje ne poznajo nekaj te izkušnje demokracije, to je ena stvar. Drugo, kar bi rad omenil, je, da se bojim, da v slovenskih medijih, sploh spletni prostor, ne daje dovolj moderiranja komentarjev, ki jim dajejo ljudje, ko preberejo neko novico in komentirajo vse povprek. In se mi zdi tudi tukaj zelo pomembno, da tisti, ki imajo možnost dajati novice v javnost, da tudi moderirajo take stvari, da ne kršijo v bistvu pravice do veroizpovedi in tako naprej, katerega koli člana naše družbe. In pa še zadnja stvar, ki bi rad omenil, namreč, ko se mi srečujemo s primeri zlorab nad ženskami, nasilja in tako naprej, ne smemo si zatiskati oči, da tega ni. Kako korektno in pošteno reagirati do žensk, ki so druge veroizpovedi, tudi mi namreč imamo kaj dosti teh izkušenj, kako in kaj narediti, pa ne prihajajo socialne službe. Ampak resno vprašam, kako ta pravi pristop narediti, da ne užalimo človeka, ki je na drugi strani, ki je pravzaprav žrtev nasilja. Namreč vemo, da če moški in ženske se začne pogovarjati lahko problematično, če ne bo ženske in te stvari, velike eni takih dilem, s katerimi se mi srečujemo. Najlepša hvala. Hvala za vprašanje. Jaz osebno vidim integracijo kot ta dvosmeren proces, vključiti javno pri tem sprejemanjem. Sprejemanje te drugačnosti, sprejemanje v nekem enakovrednem položaju in pa sprejemanje tako na drugi strani. Skratka, gre za vrednote, ki so muslimanskim družbam nekoliko tuje in pa za vrednote, ki jih muslimanske družbe prinašajo v evropski sistem, prav tako nesprejemljive. Skratka, islam je v medijih predstavljen, prikazan, označen kot nasilen, kot nekaj, kar se nikakor ne more razumsko upeljati v naš način in koncept življenja, nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo in nedobrodošlo. Skratka, na drugi strani pa je islam tisti večni in pa nikoli poraženi sovražnik. Zavedati se moramo, da muslimani v Evropi še vedno živimo v tem ambientu nenehnih bojev, za prevlado, za moč, za vzhod, zahod, islam, krščanstvo, demografska slika in tako naprej. To so stvari, ki jih bomo morali nekako sprejeti in pa razumeti, da muslimani so zdaj tu, kakšen je najboljši način, da se jih integrira. Kajti najlažje bomo živeli s ljudmi, ki so integrirani v družbo. S tistimi, ki so marginalizirani, bomo imeli pa seveda težave. Skratka, če bomo tem ljudem dovolili, da prakticirajo svoj način življenja na način, ki ga poznajo, na način, ki ga želijo, če jim bomo omogočili, da nadgrajujejo in osebno rastejo v novi družbi in pa da prispevajo družbi, potem bomo v njih imeli seveda neke sodržavljane oziroma potencijalne državljane, ki bodo ravno tako promovirali evropske vrednote, kajti to je nekaj, kar se lahko zelo zlahka opeli v življenju, kolikor nam je to nekako predstavljeno na pravilen način. Mediji tukaj seveda igrajo zelo pomembno vlogo. Nihče sploh ne govori o uspešnih muslimanih, pa jih je v Evropi zelo veliko. Nihče ne promovira uspešne prakse, uspešne projekte, uspešne sisteme, ki so v Evropi zaživeli na novo in ki nekako omogočajo ta prijazni integracijski proces. Sama sem koordinatorka pri Visokem komisariatu Združenih narodov za begunce, kjer koordiniram bivše begunce oziroma migrante, ki živijo v Sloveniji za pomoč beguncem. Skratka, to je ena taka izredno pozitivna zgodba, tudi čustveno zelo naravnana, se pravi, slovenski begunci pomagajo
beguncem, ki prihajajo v Slovenijo oziroma prehajajo skozi Slovenijo. Skratka, ko človeku daš možnost in mu daš priložnost, da se izkaže, da se pokaže, da svoj osebni jaz nekako implementira, potem dejansko govorimo o integraciji. Da tistega bremena ne prenesemo zgolj na njihov hrbet, ko se morajo naučiti jezika, ko morajo začeti participirati na trgu dela, temveč da tudi mi kot večina uporabimo nek mehanizem spoznavanja njihove kulture, njihovega jezika in pa njihovega načina življenja. To se mi zdi taka poštena igra. Težave seveda so, težave nastajajo v šolah, v vrtcih, izobraževalni sistem je sploh tak, kjer ti otroci doživljajo številne diskriminacije, zato ker se na njihova plepka ramena nekako natovori preveliko breme. Učiteljice pa ne poznajo kulture ozadja tega otroka in seveda potem nastanejo težave. Skratka, prepričana sem, da je ljudem treba dati priložnost. Spomnim se zgodbe moje prijateljice, ki je bila doktorica znanosti in begunka v Nemčiji in so jo takrat v 90-ih letih v Nemčiji, takrat je že imela doktorat, učili, kako se uporablja sesalnik. Skratka, gre za izredno napačno implementacijo tega integracijskega procesa, ki seveda pusti posledice. Mi se integriramo in se zgodimo in smo stali 50 let. In smo dobro desetletje porabili za to, da smo se naučili določenih stvari, ki smo dejansko že zelo dobro obvladali. Potem pa kar gospod prosim. Ja. Dobar dan, moje ime je Izabela Banec-Školar. Jaz sem živela 10 let na Bližnjem vzhodu, v 4 sekularnih državah, ki so pa bile, v katerih je pa mešano. Skratka, država je bila sekularna, vendar se je bazični islam tudi prisotni. Ko smo, mislim, tole, kar ste povedali, je bilo krasno, ste pa mogoče pozabili na čist osnovo. Islam je nastal v Arabiji in sicer v 7. stoletju. Vse velike religije, kjer so naše evropske, so nastali na Bližnjem vzhodu. Klima tega področja je izjemna. Že pred nastankom islama so se ljudje pokrivali, tudi prej so se ženske pokrivale in če gledamo moško modo, kako so moški napravljeni, tudi vidimo, da so različno napravljeni od evropskih ali pa od ljudi, ki so živeli v istem času v Evropi oziroma v drugih klimatskih razmerah. Jaz sem sama doživela parkrat sandstorm pa duststorm. To se pravi, no se veste, kaj mi sem povedala, da se ne spomnim, se pravi peščeri ali pa prašni vihar in to je nekaj groznega. Prah in pesek vam gredo v vse telesne odprtine, lasje so nemogoči in če niste pokriti, kakolikokrat sem si želela, da bi imela abajo oziroma nikar, pa karkoli bi imela, da bi se pokrila, da bi se tega pravzaprav nekako obvarovala. To je ena osnova, zakaj so se ljudje tako oblačili. Drugo, ženski so bile vedno dragocene. Ženska je v islamu in tudi prej ima po Koranu, kako mož več žena, ker je to pač več otrok. En otrok pač, da se rodi, je potrebno imeti 9 mesecev. Vedno, ženske so se vedno v zgodovini krale. V zapadni civilizaciji imamo vidimo, kako so ukradli Sabinke, ukradene Sabinke, to poznate. Zgodbo poznate slike, tako se je kradlo tudi v Arabiji. Če je bila ženska, če se je videlo njen obraz, je to pomenilo, ali je stara ali je mlada. Če je bila mlada, je lahko imela otroke. Če je bila stara, ni mogla imeti otroke. To se pravi, ženske so bile pokrite, s tem so se tudi varovale, tudi njihova
tudi njihov kraj oziroma njihov klan, ki je obvaroval, da ne ukrade. To so osnove tega oblačenja. To so me povedali tudi moje prijateljice iz teh bližnjevzhodnih držav, no tako je njihova razlaga in meni se je to zdelo čisto logično. Hvala lepa. Prosim, izvolite, če ima še kakšne komentarje ali vprašanja. Ja, izvolite. Mojca Novja. Jaz sem rada vprašala, govorili ste o različnih oblikah pokrivanja. Mene pa zanima, kako iz tega izhaja, mislimo, da so zatirane. Potem obstajajo potem tudi različne oblike dopustnosti socializacije v okolje. Način pokrivanja. Nismo vas dobro slišali. Zanima me, če ljudje, kar ste povedala, da obstajajo različni načini pokrivanja, če potem obstajajo tudi različni načini dopustnosti socializacije teh žensk v družbo. Recimo, če ženska nosi burko, lahko recimo hodi na fakulteto v arabskem svetu, ne v evropskem. Lahko je zato. Eden od namenov pokrivanja je ravno to vstop v javno sfero med ljudmi, ki niso zasebni del družine. Je mahrem in namahrem. Mahrem so pač tisti ljudje, tisti moški, ki lahko žensko vidijo nepokrito, medtem ko pokrita pa mora biti pred vsemi ostalimi. In dostikrat je bil to pogoj, da je sploh ženska, ja, lahko šla pa ni se kazala drugim ljudem. Tako da ja, s pokrivanjem greš lahko. Zdaj, če pa, ko ste vprašali, govorimo, vas zanima, kako je s tem, ali so se lahko šolale, ne, recimo primer Turčije, ker so bile ženske večinoma pokrite, je Turčija naložila ženskam to breme, da se morajo odkriti, če se hočejo šolati. Mislim, nek paradoks, da dejansko neka država, ker je večina muslimanskega prebivalstva v skladu s to orientalistično ideologijo, da se bojo pač modernizirali, zahteva od žensk, da se odkrijejo, ker je to postala tista norma, po kateri naj bi bila ženska sprejemljiva. Torej, Turčija je želela biti moderna, moderne morajo biti ženske, moderno se je našlo z nepokritostjo. Tako da, hkrati je pokrivanje pomenilo vstop v javno sfero, ampak tukaj pa je bilo ravno obratno, ko je bil omogočen vstop v javno sfero, torej recimo šolanje, samo tistim, ki so se odkrili. To je nekaj paradoks v Turčiji. Čisto odvisno seveda spet od prostora, geografskega. Ne vem, v Afganistanu, kjer je Purdah tako imenovano, da je ženska v javni sferi edino v primeru seveda, da jo spremlja nek moški sorodnik, lahko vstopa, seveda zakrita, drugače pa njen prostor v sferi doma. Tako da, počem reči, zelo odvisno od posameznega prostora do prostora. So te lokalne specifike in je težko na en skupni imenovalec zadevo potegniti. Vsak prostor ima svojo zgodovino, seveda tudi te odnose družbene, ki pripeljejo od različnih praks. Ja, izvolite, še kdo? Ko sem bombardingram, se me zanima, velikokrat je bila omenjena beseda svoboda. Kaj je svoboda, če se tiče oblačenja? To me zanima. Jaz sem rekla, a je kdo tukaj danes v baročni obleke, a je tukaj brez obleke? Ne. Ker imamo v bistvu družbene norme in konsenze o tem, kaj je sprejemljivo in kaj ni sprejemljivo oblačenje. Tako da, ravno to sem hotela poudariti, ni neutralnega načina oblačenja, ki bi bilo biti nepokrit, oblečen tako, kot smo mi. In napram tej normi se ponovadi vzpostavlja to, kar je nenormalno. V bistvu vsako oblačenje je kulturno specifično, kontekstualno, geografsko, politično specifično in ravno na to je treba, na to želim dosti krat upozoriti, da ne smemo imati za samoumevno to, da kot smo oblačeni, da je pač svobodno. Tako ne vem, če sem govorila. Lepo si pozdravljeni, vse je lepo povedano, vse okej, nimam nič pripomb. Ampak mene pa zanima ena stvar, ampak vsi
njihovo hrano in tako naprej. Ampak ne gre pa torej v račun. Ko nek musliman pride v eno deželo in če se hči noče poročiti z izbrancem, ki so ga starši izbrali, pa ga ubijajo, jaz mislim, da v tuji deželi tega si ne bi smel privoščiti. Moral biti svojo domovino nazaj, tam pa lahko dela kar hoče. Mislim, toliko je pa treba spoštovati dežele, da je katero prideš. Zdaj vam jaz sprašam, kaj pa vi mislite? A mislite, da v svoji državi si lahko to privošči? Ne, a mislite, da si to v svoji državi lahko privošči, pri drugi pa ne? Jaz mislim, da je to vprašanje ravno tega nasilja, ki ga ne smemo nekako, homogenizirati. Ne? Če je tudi v tistih državi ženska proti temu, je treba pač poslušati tudi to njo in upoštevati dejstvo, da se sama tudi ne želi poročiti, recimo. In to ne glede na to, v kateri državi živijo. Ne? Zdaj, rekli ste, da ste se prilagajali državi, v katerih ste bila. V demokratičnih državah načeloma imamo vsak svobodo omejeno, seveda, da živimo v skladu z nekimi svojimi vrednotami, dokler seveda ne škodimo drugim. Ne? Zdaj, a ste se vi... Ja, ampak kaj je zdaj tisto, kar pomeni škodi drugim? A ne škodi drugemu tudi to, da ga prisilimo v nekaj, kar sam noče? Ja, sej to nam ni bilo jasno, ne? Nemčiji, recimo, tako pisali so, ne? Da ena družina ubila eno hčerko, ker se ni hotela poročiti z izbrancem, lahko. Sej to se dogaja posod, recimo, za nas je to pa tako malo čudno, no? Se pri nas to ne dogaja. Jaz predlagam, da gremo. Gospa že čaka nekaj časa, Maja, pa bi potem dala vam besedo. Samo kratka replika, ali zdi se nam pa čudno, da partner ubije svojo partnerko, ko so odselila od njega na drugi konc Slovenije, ko ga spustila kar tu nasilno s tem razdeljem. To se nam pa res zdi neprimerno. Še gospa tlele čaka, še da časa. Ne, gospa izvolite. Pozdrav, Magda Žmon je moje ime. Najprej hvala lepa za vse tele prispevke. Aha, se sliš zdaj? Ja, Magda Žmon. Najprej hvala za vse prispevke. Jaz bi mogoče v svoji pripombi ali pa mnenju malo prišla v bistvu sam naslov, se pravi vloga ženske v islamu. Sem danes še pod vtisom ene informacije, ki ste jo mogoče tudi sami slišali po radiju ali pa po televiziji. Objavljena je bila podatek, da 67 ljudi na svetu, to se pravi približno en avtobus, ima toliko bogatstva kot polovica ostalega človeštva, se pravi 3,5 milijarde približno. S tem, da seveda v ta podatek ni všteto premoženje in promet tistih industrij, ki niso evidentirale uradno, to je pa orožarska industrija, droga in pa preprodaja ljudi in pa organov človeških. Tako da si lahko predstavljamo zelo plastično, v kakšnem svetu mi pravzaprav danes živimo. In potem se človek vpraša seveda tudi, zakaj se moramo ukvarjati s stvarmi, ki so v bistvu popolnoma normalne in človeške, se pravi respekt in spoštovanje navad, običajev, verskih obredov, česarkoli že, kar ne škodi drugemu, zakaj se mi s tem v bistvu ukvarjamo. In moje vprašanje, mislim, da je gospa Ana Frank, pa še eno od vas sem malo dotaknila tega, namreč neoliberalizma, ki je danes globalen, ampak njegov interes je samo izkoriščanje. Se pravi, dobiti roke, kot ste rekla, ali pa pamet, ne pa človeka. In moje vprašanje je, in tudi apel,
ali lahko, jaz osebno mislim, da lahko, ženske v tem pogledu začnemo kaj delovati. Jaz glede na hitro praznjenje dvorane predlagam, da na tej točki zaključimo, ampak bom zelo vesela, oziroma bomo vse vesele pobud, da se nadaljujejo takšni pogovori ali pa drugi načini delovanja. Mogoče za konec, da gospa ne bo imela občutka, da je nismo slišali, pa da je nismo odgovorili, vsekakor v vsakem primeru nasilje je treba obsoditi, sploh skrajno nasilje. Jaz mislim, da tukaj ni dvoma, mogoče danes v teh izvajanjih, ki je bil poudarek drugje, morda na videz umanjka ta dimenzija, ampak tudi vsi trenutni dogodki kažejo na to, da ne smemo oklevati in se bati jasno povedati, da nasilje je treba vedno obsoditi in delovati v smislu proti nasilju. Jaz mislim, da tle ni dvoma. Hkrati bi pa tako upozorila, Fajla je krasno prikazala iz svoje lastne pozicije, da gre za neko identiteto. Ne? Recimo, pokrivanje je del moje identitete, del osebne identitete, hkrati bi upozorila na to, da je veliko krat del neke politične izbire. Če te obravnavajo kot bosanca, potem se lahko boriš nazaj za svoje pravice zgolj kot samo bosanc. To sem zdaj tako grdo rekla. Ne? Če te vsi naslavljajo in obravnavajo in vidijo vedno samo kot muslimanko, potem lahko pravzaprav izbiraš, ali to identiteto ponosno nosiš, ali pa se skrivaš, ne? Pravzaprav ali pa te to zlomi. In mislim, da je pomembno, da prepoznamo, da jaz sem vsaj tako razumela današnje predstavitve, da najprej damo možnost za manjšinske glasove, da se jih sliši, da se jih posluša, prepoznamo identiteto, potem pa hkrati naslavljamo prakse multikulturalizma točno v tem, da nasilje, kakršnokoli zlorabljanje, podrejanje in tako naprej pa vedno znova obsojamo in delujemo na nekem univerzalizmu. Jaz bi se še enkrat res zahvalila vsem našim govorkam nocoj za energijo v tem času, da so si vzele pravzaprav ta čas, da so bile z nami, Fajli, Ani, najlepša hvala. Hvala predvsem vam vsem, da ste prišli v tolikšnem številu in povabilo za naprej, da se še kdaj srečamo. Hvala lepa.